V Savinjski regiji z vsaj enim odmerkom cepljenih 39% prebivalcev. Na prvi gimnaziji v Celju so se razveselili 3 diamantnih maturantov. Na gimnaziji Celje Center podelili maturitetna spričevala. Na Špici pripravili sprejem za dobitnike medalj iz celjskega kajak-kanu kluba Nivo Celje. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, spremljate dogodke dneva na televiziji Celje. Včeraj so med 1846 opravljenimi PCR testi potrdili 84 okužb s COVID-19. Delež pozitivnih izvidov je znašal 4,6%. V Sloveniji je sicer do danes z enim odmerkom cepljenih 40% prebivalcev, z vsemi potrebnimi pa dobrih 35%. Odstotno točko manj je cepljenih v Savinjski regiji, kjer je število cepljenih vsaj enim odmerkom preseglo 100.000. Na celjskem cepilnem mestu Hali L celjskega sejma cepljenje od včeraj poteka ob ponedeljkih, sredah in petkih od 15 do 17. Ob ponedeljkih cepijo s cepivom AstraZeneca, ob sredah z Moderno, ob petkih pa s Pfizerjem. Na cepljenje se predhodno ni potrebno naročati. Cepljenje spodbujajo tudi v splošni bolnišnici Celje, kjer se lahko tisti, ki pridejo na obravnavo, tudi cepijo. Cepilno mesto je odprto od ponedeljka do petka od 10 do 12, cepijo pa s cepivom proizvajalcev Pfizer in BioNTech. Znani so rezultati letošnje splošne in poklicne mature. Splošno maturo je v Sloveniji uspešno opravilo 97% maturantov, na poklicni maturi pa je bila uspešnost 92%. Kot pravijo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, so rezultati dobri in primerljivi s preteklimi leti. Uspešni so bili tudi na celjskih srednjih šolah. Na prvi gimnaziji v Celju so tako imeli kar 3 diamantne maturante, torej tiste, ki so na maturi dobili vse možne točke. Na prvi gimnaziji v Celju je letos maturo opravljalo 188 dijakov zaključnih letnikov in 10 tistih, ki so se na maturo prijavili znova. Z izidom mature so bili tudi letos zelo zadovoljni. Mi smo zelo ponosni in zadovoljni, saj imamo tudi razlog. Imamo 25 zlatih maturantov, imamo 3 z vsemi točkami. V Sloveniji je takih samo 15. In tudi sicer rezultat je 98,4%, samo 3 so, ki imajo kakšen popravni izpit, skratka, opravili smo odlično, bolje skoraj ne bi mogli. Na šoli, ki svoje poslanstvo opravlja že 213 let, so imeli letos zlate maturante, torej tiste, ki so dosegli več kot 30 točk v vseh 8 zaključnih razredih, tako na splošni kot tudi na klasični športni in glasbeni gimnaziji. Priznam, da smo bili v skrbeh, vendar smo skozi celo leto zelo pridno delali, tako dijaki doma kot mi, profesori, ki smo jih pripravljali in učili skozi leto. Ves čas seveda z mislijo na tisto, kar sledi, maturi se ni mogoče izogniti. In mislim, da je to, kar smo včeraj dosegli, nazadnje tudi rezultat tega skupnega prizadevanja, dela. Vedno znova se pokaže vztrajnost, pokaže se, da je delo tisto, ki nazadnje tudi da pravi rezultat. Na prvi gimnaziji izpostavljajo visoko povprečno število točk 22,64, kar je nad državnim povprečjem, ki znaša malenkost manj kot 21 točk. In čeprav so se počitnice šele dobro začele, na gimnaziji že pripravljajo vse za novo šolsko leto. Z veseljem pričakujemo prihodnje šolsko leto, ker imamo vseh 8 razredov res popolnoma polnih, tudi dobre dijake, če govorimo o točkah. Jaz pa sicer vedno znova ponavljam, da si želimo predvsem take, ki imajo znanje, ne samo točke, in ki so pripravljene tudi delati in se še drugače udejstvovati v gimnazijskem življenju. Od nekdaj trdim, da gimnazija ni samo pouk, niso samo ocene, ampak je to tudi šola za življenje in taka mora gimnazija ostati. Čaka pa jih tudi nekaj vzdrževalno-obnovitvenih del. Vedno delamo kaj, trenutno malo popravljamo, saniramo streho. V teh dneh bomo tudi še malo opremo osvežili, nadomestili.
Tako da pa seveda belimo vedno znova, skratka, sledijo še kakšna dela, ni pa več tistih velikih del kot v preteklih letih, ker smo v 14 letih, kar sem jaz ravnatelj, res že marsikaj in skoraj vse naredili. Ni pa seveda nikoli konec, ker to je le šola iz obdobja Avstro-Ogrske. Na gimnaziji Celje Center so imeli letos 16 zlatih maturantov. Poklicno maturo so uspešno opravili vsi dijaki, na splošni maturi pa je bila uspešnost 97%. Spričevala splošne mature so podelili sinoči, ko so se dijaki in razredniki v tej vlogi srečali še zadnjič. Letošnje šolsko leto je bilo, ocenjujejo na gimnaziji Celje Center, posebno, saj je velik del šolskega leta pouk potekal nadaljavo, a se pri rezultatih mature na srečo to ni kaj veliko poznalo. Zdaj, če bi ocenjevali po maturitetnih rezultatih, potem bi rekli, da je eno povprečno maturitetno leto v smislu nekih povprečnih števil točk uspeha maturantov, tako pri nas kot tudi na državni ravni. Če pa odmislimo tole maturo, pa se pogovarjamo sicer v šolskem letu, je pa to zagotovo eno izmed tistih let, ki si jih najbrž nihče ne želi ponoviti, niti dijaki, starši, niti mi šolniki, kajti ta način dela, pa ne govorim samo o recimo pripravah na en tako pomemben eksterni izpit, kot je matura, ampak tudi sicer vse tisto ostalo, odnosi, ta socialni aspekt, ki ga šola zagotavlja, je pa resnično v letošnjem letu bilo zelo, zelo težko za vse udeležene in res upamo, da prihodnje šolsko leto to zadevno bo potekalo drugače. Tudi priprave na maturo, ki sicer tečejo vsa leta izobraževanja, a najintenzivneje prav v zadnjem letniku, so od dijakov te generacije zahtevale več samostojnega dela, zato so občutki ob uspešno opravljeni maturi še toliko lepši. Seveda smo imeli priprave prek računalnika, smo se pogovarjali in smo tudi zelo veliko naredili. Jaz osebno sem se usedel zraven, sem si odprl snov, potem pa ponavljal večkrat in večkrat, hodil okrog, si govoril pa spet ponavljal. In pa malo tudi zaupal instinktom in sreči. No. Na koncu je vse skupaj se nekako sestavilo in je, kar je. Kako si zdaj zadovoljen? Si pričakoval, da boš zlati maturant? No, nisem ravno pričakoval, ampak sem se pa zavedal, da mi je šlo kar dobro in sem tudi zadovoljen z svojim uspehom, seveda. Predvsem sem zelo ponosna na sebe, da mi je uspelo kljub tem zanimivim časom doseči zlato maturo. Se mi zdi, da je bilo potrebno precej več samo motivacije, ampak se mi zdi, da je s skupnimi močmi nam tudi s podporo šole in celotnega razreda, da nam je tudi šlo enako kot verjetno tudi do komu prej. S podelitvijo maturitetnih spričeval se tako tudi simbolično zaključuje šolsko leto in za maturante tudi obdobje preživeto v gimnazijskih klopeh. Zdaj se podajajo novim izzivom naproti. Predvsem si pa želimo, to je pa tisto, kar še prihaja in res držimo pesti za vse naše maturantke in maturante, da bodo sprejeti na prve študijske želje in da bodo tudi akademsko leto začeli tako, kot se spodobi, se pravi v živo v predavalnicah in ne nadaljavo. Tako si želijo, da bi se šolsko leto začelo tudi na gimnaziji Celje Center in da bi v prihodnjem šolskem letu pouk nadaljavo ostal le spomin. Sinoči so na Celjski Špici pripravili slavnostni sprejem za Jana Ločnikarja, Urha Turnška in trenerja Aleša Kudra, ki so na svetovnem mladinskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah za mladince in tekmovalce do 23 let v Tacnu skupaj osvojili 2 zlati in 1 bronasto medaljo. Celjski kajak kanu klub Nivo Celje se tako z zadnjim Ločnikarjevim bronom ponaša že z 2 žlahtnima medaljama iz svetovnih prvenstev. Na Celjski Špici so pripravili slavnostni sprejem za Jana Ločnikarja, Urha Turnška in trenerja Aleša Kruderja, ki so na svetovnem mladinskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah za mladince in tekmovalce do 23 let v Tacnu skupaj osvojili 2 zlati in 1 bronasto medaljo. Če bi mi kdo prejšnji teden pred svetovnim rekel, da bomo imeli 3 medalje, Celjani od tega 2 zlate, pa mislim, da mu ne bi verjel. Glejte, Jan Ločnikar je osvojil edino slovensko posamično medaljo, in on, pa tudi Urh v kanuju sta pa zlata. Slovenija je velesila v tem športu in tudi, seveda, če nimaš dobrih mladincev, nimaš tudi članov. Vse veste, da Kauzer, Savšek, Eva Trčel, to so svetovne klase in imamo v Sloveniji ta rod in jaz sem zelo vesel, da zadnja leta od pojave Simona Brusa 2010, tudi Celjani smo tu zraven
In letos je moj klub, klub Nivo Celje, bil najuspešnejši slovenski klub na tem svetovnem prvenstvu, kar se še ni zgodilo. Se pa za tem uspehom skrivajo številna odrekanja celjskih kajakašev in predvsem številni naporni treningi ter vsa logistika, ki je potrebna za nemoteno izvajanje treningov. 3-krat, 4-krat, 5-krat na teden tacen, to so velika odrekanja. Tako sem že 100-krat povedal, mi smo kot smučarji, ki se vozimo sam ne v hribe, ampak na divjo vodo, ki je ni v Celj, ne? In 100-krat sem že povedal in verjamemo to, da bomo v Celj z leti zgradili pravo kajakaško progo, ker to je garant, da bo Celje kajakaški center svetovni postal in to je garant, da bo kovnica medalj v Celju se še nadaljevala še z večjo intenziteto in verjamem, da bo tudi kmalu padla kakšna velika članska medalja ali pa olimpijska. Ne? Celjski klub se ponaša z 2 žlahtnima medaljama iz svetovnih prvenstev, manjka še zlato. Je dosegljivo? Imamo srebrno medaljo svetovnega Simon Brus, FOA 2010 in zdaj bronasto medaljo svetovnega Jan Ločnikar. Ja, upam si napovedati, da bo, upam, z leti tudi zlata medalja padla. Ne? Celjski kajakaš Jan Ločnikar je med mladinci osvojil 3. mesto in ob ekipnem naslovu svetovnih prvakov dodal še kolajno z domačega svetovnega prvenstva. Ločnikar je v mladinski konkurenci dosegel največji posamični uspeh kariere do sedaj. V bistvu zelo sem vesel, ker so to moje prve medalje iz velikih tekmovanj. In ne vem, zelo sem ponosen, druga ni. Kako bi ocenil vožnjo svojo? Ja, vožnja ni bila perfektna, vedno se da boljše odpeljati. Imel sem dotik, kar pomeni, da sem dobil pribitek 2 sekund. Veliko bi se dalo popraviti, ampak to je zdaj brez veze razmišljati. Zlato je z moštvom osvojil tudi celjski kanoist Urh Turnšek in dosegel, da je Zdravljica igrala tudi v čast ekipi kanoistov do 23 let. Nikoli si nisem pričakoval, da bom kaj takega doživel in zdaj sem in definitivno ti da malo motivacije, malo zagona za naprej. Tako da se veselim prihodnjih tekem. Celjane avgusta čaka še Evropsko prvenstvo v Solkanu, kjer bodo zagotovo skušali kar najbolje izkoristiti domači teren in, kot je dejal Jan Ločnikar, odpeljati tako, da potem ne bo potrebno razmišljati, kaj je šlo narobe. Zvečer bo zahodno Slovenijo dosegla vremenska fronta z nevihtami, ki se bodo ponoči razširile nad večji del države. Možna bodo krajevna neurja. Jutranje temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri dopoldne bodo padavine ponehale, tudi na vzhodu začelo se bo jasniti. Čez dan bo spremenljivo oblačno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije lahko še nastane kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na severozahodu okoli 20 stopinj. V četrtek in petek kaže na deloma sončno vreme. Predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v petek. Spremljali ste dogodke dneva na televiziji Celje. Hvala lepa za vašo pozornost. Bodite z nami ponovno jutri. Do takrat pa lep pozdrav in srečno.